Je odvisno od tega, koliko časa imam, ne. Če imam več časa, potem malo bolj filozofsko oziroma malo bolj v oblakih, ker imaš več možnosti za odkriti kakšna nova področja. Manj, ko pa imaš časa, ne, bolj, ko se stisnem v kot, bolj se zatekaš k nekim preverjenim načinom, ne, ki pač so od neke analize, mogoče dejstev, ki jih poznaš, do iskanja nekih stičnih točk in tako dalje, ne. Dostikrat pa delamo tudi po metodi, ki je v naši mreži registrirana, reče se ji disruption oziroma disrupcija, kjer najprej poiščemo neke konvencije na trgu, bodisi v branži, bodisi v odnosu do produkta ali ljudi, katerim je namenjena, potem postavimo vizijo, kamor želimo premakniti blagovno znamko, na kateri delamo, in to vizijo dosežemo z neko prelomno, disruptivno idejo, ki je toliko drugačna, da iz tiste konvencionalne mase ponese blagovno znamko ali produkt tja proti viziji, ne. To je tudi ena dobra tehnika oziroma način, ki ti pomaga malo ukrotiti kaos, ki nastane v vsakem takem procesu, ne.